skrivnost prisotnosti Jezusa pod podobo kruha in vina. Na Veliki četrtek smo se spominjali postavitve tega zakramenta. Danes pa po vseh velikonočnih praznikih opravljamo tudi procesije, molitve in vse slovesnosti, kako najbolj moramo v čast temu središčnemu zakramentu in največjemu zakladu naše vere, središče in vrhunec. Povabim vas, da s pobožnostjo opravimo to slovesno praznično mašo. Skupaj v duhu z vso katoliško cerkev, saj je to prav katoliški praznik. Sveto mašo danes darujemo za Franca Petka, drugi namen pa za Marijo Lent, pomsko mici, ki je v teh dneh umrla in opravljamo tako imenovano mašo za dušnico. Naj uživa blaženost pri Bogu. Priznajmo najprej, da obžalimo svoje grehe, da bomo najsvetejšo daritev vedno opravili. Vsemogočnemu Bogu, imam bratje in sestre, priznam, da sem grešil, v misli, besedam in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vsakega in svetnike in tudi vas prosite zame pomagati višjega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Tiste dni je sanjski kralj Melkisedek prinesel
so kruha in vina. Bil je duhovnik najvišjega Boga in je blagoslovil Abrama rekoč: Abram, blagoslovi naj te Bog najvišji, ki je ustvaril zemljo. In slavljen tudi Bog najvišji, ki ti je dal v roke tvoje nasprotnike. Potem mu je Abram dal desetino od vsega. To je Božja beseda. Bogu hvala.
Z Jezusom se vedno srečujemo pri vsaki maši in ga uživamo pri Euharistu. Morda že čisto iz navade. Zato je praznik svetega Reškega telesa pomemben, da poglobimo svojo vero v to realno navzočnost Boga. V teh dveh čisto preprostih sestavinah. Poglejmo, kaj nam govori samo podoba kruha in vina, v kateri je z nami. Ko pogledamo hostjo, vidimo nekaj čisto preprostega. Ko pomislimo na Božjo prisotnost, v njej se lahko sprašujemo, kako to, da se je Bog skril v nekaj tako majhnega, hkrati biva v tabernaklu skrit v popolnih tihotih, 24 ur na dan, leto za leto tudi v naši župnijski cerkvi. Potem pa vino, ki svojo vsebino spominja na svatbo in na veselje v Kani Galilejski, vino pa je žal za mnoge tudi prekletstvo, saj pretirano pitje povzroča hudo gonje. Bog se tega skriti tudi v tako dvoumno podobo, kot je vino. Nakratko si oglejmo besede preprostost, majhnost, tihota, skrivnost, veselje. Že na prvi pogled vidimo, da so vse te besede, ki jih Euharistija podarja, današnjemu človeku nekako tuje, tipojni. Najbrž je Bog prav zato prevzel takšno podobo, da bi pokazal na vrednost teh lastnosti. Najprej preprostost. Če jo hočemo dojeti, se moramo odmakniti od vsakdanjega vrveža. Vse hoče biti imenitno in pomembno. Življenje je enostavno trgovina, ki temelji na čim boljši ponudbi in čim imenitnejši podobi. Tudi kristjane odnaša ta svet, tudi mi smo dovzetni za ta svet. Nihče ne bi bil preprost in nepomemben. In vendar Bog prav takšen biva med nami, da bi se zavedal, da je najpomembnejše to, kar smo, in ne tisto, kar se vidi. Potem majhnost. V življenju bi vsi radi hitro in velike rezultate, a če se le malo ustavimo, lahko vidimo, da je mogoče polno živeti le, če z veseljem živimo vsakdanje dobrine, na videz nepomembne trenutke. Potem tihota. Ves čas nas obdaja veliko hrupa, vse hiti in s hrupom vzbuja pozornost. Kljub temu moramo priznati, da se še vedno bistvene stvari dogajajo v tihoti in globini naših src in naših odnosov. Potem naslednja beseda, razsežnost Euharistije je skrivnost. Vedno, ko pristopamo k Euharistu, smo pred skrivnostjo. Mnogi prav zaradi te preprostosti reče, to ni nič, je le spominjeno znamenje. Kako je mogoče, da je Bog v podobi kruha, da je njegovo telo in njegova kri, tisto, kar duhovnik posveti? Kako se more dati v hrano? Hkrati se lahko sprašujemo, zakaj dopušča trpljenje, zakaj ima sveta, da ne usliši. Euharistični kruh in vino sta ena sama skrivnost. Tudi skrivnosti danes ne prenesemo. Vse hočemo razkriti, vse hočemo videti in otipati. In vendar je že samo življenje ena velika skrivnost. Nismo mi kos, lahko ga le z upanjem sprejemamo iz Božjih rok. Potem naslednja razsežnost je veselje. Težko si predstavljamo, da nam Jezus podobo vina predstavlja tudi podobo veselega in polnega življenja, ki nam ga prinaša. To veselje pa ni v uživanju, ampak v darovanju. Njegova kri se preliva za naše življenje. Prihaja, da bi polno življenje razumeli v ljubezni in darovanju. Ko na vse te stvari pogledamo, na vse te stvari, za katerimi se skriva Bog sam, ko vidimo, kako so nam na nek način tuje, hkrati pa zelo privlačni.
Jezus nas vabi v preprostost, da ne izgubimo stika s seboj. Vabi nas k majhnosti in ponižnosti, da ne povozimo Božjega življenja v sebi. Vabi nas v tihoto, da se ne izgubimo v hrupu. Vabi nas, da se vzemo v skrivnost, sicer življenje postane banalno. Da vidimo veselje v darovanju, sicer ranjamo sebe kot bližnje. Čeprav vsi bolj ali manj doživljamo nemoč, ko ozremo v posvečeno hostijo, ko smo slabotni v preveri, da je tam res navzoč Bog, pa ob premisliku čutimo, kako zelo kristjani to potrebujemo. Naj nam današnji slovesni praznik svetega rešnega telesa in krvi daje moč, da bomo vztrajali v iskanju bližine s Bogom, ki se nam podarja v Evharistiji, kljub temu, da se nam v svoji skrivnosti in preprostosti tudi izmika. Morda bi radi videli veličastnega Boga, ki se manifestira, predstavlja v izrednih dogodkih, pa ostaja že 2000 let tiho, skrito kot podobo posvečenega kruha in vina. Vstopimo sedaj v drugem delu svete naše v to skrivnost. Najprej pa spovejmo. Očita vsemogočnega stavi na nebesi, vse in stvari in veja Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je začetka rojega med vsemi leti in je Bog Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojenega stvarja, nekega izvrščiva in je po njega se ustvarjeno, ki je zaradi nas krivi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je odresil po svetem duhu in naredil se in postal človek. Bil je tudi križan za nas, od Poncija Pilatom je trpel in bil prav položen in tretji dan mrtvih vstal, po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi svojih živih na mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v sveta Gospoda Kristija, ki izhaja iz Sina, ki ga začetka mislimo molimo, ki je govoril ruki in meno sveta katoličkega priznavam, da je predstavljeno in pričakujem in življenje. Bratje in sestre, naj Gospod Jezus Kristus živi Bog med nami, naše daritvene jagnje posluša naše prošnje. Gospod Jezus, čudežno si nasitil množico ljudi, nasičuj tudi nas z nebeškim kruhom. Ohrani svojo cerkev v edinosti, ki jo svetorešne telo skrivnostno pomeni. Blagoslavljaj vsa prizadevanja za mir, pravičnost in bratsko sodelovanje med narodi. Ostani med nami in posvečuj našo slovensko zemljo s svojo sveto navzočnostjo pri sveti Evharistiji. Daj nam v smrti prejeti sveto popotnico in v sebi na večno gostijo. Gospod Jezus Kristus, usliši naše prošnje in daj, da bomo povezani s teboj zdaj in vekomaj. Amen. Lord,
sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Gospod naš Bog, kruh, ki ga darujemo, je pripravljen iz mnogih zrn in vino iz mnogih jagod. Prosimo te, podari svoji cerkvi mir in edino skrbi, darovi skrivnostno pomenijo po Kristusu našem Gospodu. Gospod
našim nadškofom Stanislavom in vsem, ki služijo v oltarju. Spomni se našega brata Franca Petka, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se tudi naše sestre Marije Lind, skrbnici, ki je zaspala v upanju na vstajenje in ji daj, da pogledala tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, sveto Ano in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogočitu, v občestvu svitega Duha vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naročaj Božji nas služi, da smemo lahko moliti.
Gospod govori, govori moje meso in pije mojo kri, ostane meni in jaz v njem. Molimo. Jezus naš veličan, pili smo tvojega docina, teologi in kri. V sakramentu si nam dal že naprej okušati srečo Božjega življenja. Daj, da bomo brez konca uživali v večnosti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Še evharistično slavje zaključili s procesijo z najsvetlejšim znotraj naše cerkve. To bo prvi blagoslov Vladi svete Barbare, drugi blagoslov pri brezmadežni. To pa zaključek pri glavnem oltarju, kjer bomo zapeli zahvalno pesem za dar Evharistije in prejeli blagoslov z najsvetlejšim. To zorno tudi pobožno odpravimo to starodavno štelovsko procesijo. Gospod z vami in z vami duhom, slavimo Gospoda. Slišali ste, da sem vam rekel, odhajam in pridem k vam. Če bi me ljudje veselili, da grem v očetu, saj je oče večji od mene. To je Kristus.
Bratje in sestre, Kristus nam daje svoj mir, polni hvaležnosti ga počastimo in zaupno prosimo. Gospod, v tvojem rojstvu slavili oznanjeni mir ljudem na zemlji, svojo močjo podpiraj vse, ki se trudijo za mir na svetu. Gospod, prišel si na svet, da bi ljubezen zmagovala nad sovraštvom. Bodi blizu vsem, ki trpijo zaradi pomanjkanja ljubezni. Gospod, oznanil si Božjo ljubezen do vseh ljudi. Zbudi čut za dostojanstvo sveta te osebe, tudi pri tistih, ki človekovi pravic ne spoštujejo. Gospod, za nas si šel v trpljenje in smrt. Privedi na pot spoznanja resnice in iskrenega krisanja vse, ki obteženi z grehom ne najdejo pravega miru. Prosimo te, usliši nas. Gospod, na križu si molil za svoje sovražnike, usmiljeno se ozri na tiste, ki ne znajo puščati in jim odpri srce za resnično spravo. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, hvala ti za mir, ki nam ga daješ, zdaj in vekomaj. Amen. in vsega našega dela.
prebivalstvo more svojo skrbjo podaljšati življenje za en sam komolc. Če torej ne zmorete niti take malenkosti, kar ste oskrbeli za vse drugo. Poglejte lilije, kako rastejo, ne delajo in ne plevejo, to povem vam, še Salomon sem svojim veličastvom ni bil oblečen, kakor katere izmed teh. Če pa travo na polju, ki danes raste in jo jutri vrže v peč, Bog tako oblači, koliko bolj bo vas maloverni. Zato tudi vi ne iščite, kaj boste jedli in kaj boste pili. Ne delajte se s tem skrbi, po vsem tem namreč povprašuje pogani tega sveta. Vaš oče vendar ve, da to potrebujete. Iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo. Ne boj se, mala čreda. To je Kristusov evangelij. Bratje in sestre, nebeški Oče, ve, česar potrebujemo. Obrnimo se nam in ga prosimo. Stvarnik nebes in zemlje, pridružujemo se hvalnici, ki ti jo poje stvarstvo. Prosimo te, blagoslovi naše travnike in gozdove, polja in sadovnjake, da bodo bogato obrodili. Bogu vsega stvarstva, tvoja modrost nas vodi. Prosimo te, blagoslovi naše delo v tovarnah, rudnikah, delavnicah, hlevih in nas povsod varujmo pred nezgodami. Prosimo te, sliši nas. Gospodar nebes in zemlje, tebi so pokorne naravne sile. Prosimo te, varuj naše kraje pred točo, pozebo, sušo, povodnjo, viharji, potresom in drugimi nesrečami. Prosimo te, sliši nas. Neskončni Bog, nebesa in zemlja so polne tvoje slave. Pomagaj nam, da bomo cenili sadove zemlje in varovali lepoto narave. Prosimo te, sliši nas. Bog naš Oče, vse, kar nas obdaje, je znamenje tvoje ljubezni. Hvala ti za vse, kar nam v svoji dobroti daješ, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
daj mu premio